Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vas zanima, kako izgleda Šarčeva nova politična generacija v praksi? Poglejmo. Najprej predsednik vlade Cerar preda posle Šarcu, potem gre na Ministrstvo za zunanje zadeve prevzeti posle od Erjavca, Erjavec preda posle Cerarju in gre na Ministrstvo za obrambo prevzeti posle od Katičeve. Katičeva preda posle Erjavcu in gre na Ministrstvo za pravosodje prevzeti posle od Klemenčiča. Klemenčič gre ven. Edini, ki je torej ostal brez ministrskega stolčka, je minister Klemenčič, ki je v politiko prišel zadnji. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. 13. vlada. Je vlada Marjana Šarca blef, provokacija ali kruta realnost? Takole izgleda 13. slovenska vlada. Je vlada Marjana Šarca blef, provokacija ali kruta realnost, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Magistrom Sebastianom Jeretičem in magistrom Ivanom Simičem. Dobrodošla. Dober večer. Sebastian, Ivan, predlagam, da si najprej pogledamo, kaj o novi vladi pravi Dejan Židan. Mogoče tudi zato, ker delamo kljub vsemu neke vrste družbeni eksperiment, ki ima pa potencial, da se izkaže kot uspešen. Prvič v zgodovini Slovenije imamo opravka, oziroma bomo imeli po četrtku opravka z manjšinsko vlado, ki ima pač dogovor z eno od opozicijskih strank. Zdaj, kako to vidva komentirate? Je novopečeni predsednik Državnega zbora dobro povzel, zakaj gre pri tej 13. vladi? Vsekakor. Zdaj, če lahko odgovorim na tisto tvoje uvodno vprašanje, bi rekel, da gre za kruto realnost, ki izhaja iz rezultata volitev. Slovenija ima čisto proporcionalni sistem in relativni zmagovalec ne dobi neke dodatne nagrade, kot je recimo v nekaterih drugih državah, kjer so postavili stabilnost na večje mesto. Tako da dobili smo kombinacijo, ki ne sem, da ni najboljša, po mojem bi bila najboljša, najbolj stabilna vlada pod vodstvom zmagovalca in sodelovanjem sredinskega trojčka. To bi bila razvojna vlada. Tudi druga možnost bi bila, da bi recimo s peterčkom sodelovala Nova Slovenija za neko ravnotežje, ki pa nekako ni zaupala tej druščini in na koncu smo dobili vlado, ki nima večine v parlamentu. Ampak dajmo reči tako, po najhujšem momentu, po tisti bizarni koalicijski pogodbi, je le nekaj znakov, da mogoče pa ne bo ravno tako kruto. V celem mandatu najprej sporočila vseh koalicijskih partnerjev, da se tiste najbolj radikalne ideje levice v koalicijski pogodbi ne bodo izvajale, če ne bo ustreznih izračunov in dialoga z vsemi deležniki, potem nekaj kadrovskih imenovanj, ki kažejo, da so na neka mesta postavljeni operativci iz gospodarstva, tako da v tem trenutku bi rekel, da smo lahko še malo zmedeni in da je težko dati dokončno oceno, kakšne so perspektive te ekipe. Ok. Ivan, kaj ti praviš? A kaj to na to, kar je rekel gospod Židan? Ja. Gospod Židan je pač povedal z lepimi besedami, tako kot zna zmer povedati, je pač Prekmurci in je iznajdljiv. Ja, to ste vi Prekmurci, nežne pesniške duše, ne? Ja, vsekakor. To pomeni, navadno to, kar on pove, če se hitro pozabi, pol ne veš, kaj je povedal, če ga pa spremljaš, pa vidiš, da se to ne uresniči. Jaz se ga spomnim, ko je leta 2013 napovedal, da bo siva ekonomija padla, da se bo prepolovila, pa se to ni nikoli zgodilo. Takrat je neko delovno skupino vodil na vladi za neko boj delovno proti skupino, sivi ekonomiji. Malo se delal norca iz mojih potez v Beogradu, ampak rekel je, da bo prepolovil sivo ekonomijo, katero ni, tako da jaz upam, da bo ta vlada naredila kaj več. Kar se tiče same koalicijske pogodbe, jaz sem jo podrobno prebral, torej ne morem reči, da je slaba, je veliko tudi dobrih stvari not. Normalno, vsi smo se pa zaleteli v tisto spremembo na davčnem področju, ki je meni, da je bilo nepotrebno, da so ga sploh vključili v koalicijsko pogodbo in bi lahko bilo brez tega dela. Za ostale pa dejansko sem jo obdelal in nimam kaj velikih pripomb. Po drugi strani pa mogoče bilo najboljše, da na davčnem področju se ne bi ničesar dotikali, razen uvedbe davka na nepremičnine. Zakaj smo se po vajinem mnenju, kako pravi Ivan, vsi zaleteli v tisto določbo glede obdavčenja dividend? Kje je tu zdaj napaka? Ali pri nas, ki smo vsi skočili v zrak na javnosti, ali na tismu, ki je to nekako izpostavil in posebej zapisal v ta partnerski sporazum oziroma koalicijsko pogodbo? Torej, jaz mislim, da
prvo tisti, ki je to vključil notke, tisti, ki je to vključil, oziroma ki je zahteval, da se vključi, je točno vedel, kaj počne. Zakaj, oprosti Ivan, zakaj misliš, da če so točno vedeli, kaj počnejo, kaj je bil motiv, da so recimo to dali noter? Torej, oni so želeli dati nekaj not, kar bo ljudi sprovocirali. Sprovocirali je pač te naše največje podjetnike, čeprav jaz menim in moje izkušnje so, da bo ta sprememba prizadela veliko ljudi v nekem srednjem sloju, veliko ljudi, ki ima nepremičnine in ki jih podeduje in jih potem prodaja. Veliko tudi drugih, ki se sploh ne zavedajo, da jih bo to doletelo. Jaz delam veliko v praksi in vidim, ko pridejo k meni ljudje in ko so šokirani, da morajo plačati 25% na nek kapitalski dobiček, ki se mi je zgodil, zaradi tega, ker na to niso bili pripravljeni. Sedaj bo pa nekih večjih zneskih doletelo celo 450%. In zaradi tega menim, da že, bom rekel, koalicijski partnerji, ki so to pripravljali, koalicijsko pogodbo, bi morali vedeti, kaj bo to pomenilo. Bi me presenetilo, če niso imeli nobenega davčnega strokovnjaka ob sebi, ki bi jim povedal, kaj to pomeni. Če so ga pa imeli, je pa mogoče tudi ta davčni strokovnjak spregledal to, bom rekel, to nevarnost. Drugače pa na poslovno okolje ta sprememba kaj dosti ne vpliva. Tisto, kar mene moti, da bomo s to obdavčitvijo najbolj prizadeli slovenske lastnike slovenskih podjetij, kajti tuje lastnike slovenskih podjetij, predvsem ti, ki so iz južnih, bom rekel, držav, imajo v svojih državah dosti manjšo obdavčitev in za njih je to dosti boljše zadeva. No, vse to sem hotel, ampak damo najprej Sebastianu še besedo, pa se pol mogoče vrnemo. Ivan, da ni treba iti zelo daleč, da najdeš države, ki imajo tu bistveno boljšo ali pa ugodnejšo obdavčitev. Sebastian, ti si neurolingvist, se ukvarjaš zelo veliko s tem. Kaj je takšna sporočila, recimo ta eksperiment, o katerem govori Židan na televiziji, pa te provokacije, kasneje so pač v Levici rekli, da je šlo za provokacijo, ko so pozivali k nacionalizaciji. A to pozitivno, negativno prispeva? Se ti strinjaš s tem, kar je rekel Ivan, da so hoteli narediti provokacijo? Zakaj so recimo take provokacije dobre ali pa slabe? Ne, jaz mislim, da ni šlo za provokacijo v tem delu, kar se tiče koalicijske pogodbe. Levica je pač resno verjame v te zadeve in vsi ostali so bili pripravljeni vključiti v pogodbo karkoli, samo da dobijo podporo Levice. Torej čisto iz nuje, ker so potrebovali njihove glasove za to, da bi Marjan Šarec postal oziroma da se vzdržijo, predsednik vlade. Tako je. Sej takoj v naslednjem valu, ko so že rekli, da je mogoče malo preuranjen odziv gospodarstva, je bilo kar nekaj signalov. Vse to je samo koalicijska pogodba, saj se ne bo izvajala tako striktno, kot v njej piše, in mislim, da je celo Levica sama že ugotovila, mislim, da je celo poslanec Kordiš dovolj pametno ugotovil, da ta ekipa nima namena izvajati vsega, kar so se na tistih srečanjih dogovorili, in zato je to končalo v tekstu. Razburjenje pa mislim, da je popolnoma razumljivo, predvsem zato, ker Levica pa ima neke popolnoma nore ideje, ki jih izraža na Twitterju in Facebooku. Ena od teh je ta, ki si jih omenil, torej nacionalizacija tistih privatnikov, ki ne bi želeli poslušati torej nekako Levice, ali pa ideja, da če nekdo si izplača dobiček in ga raje investira v tujini kot v Sloveniji, je že davčni utajevalec, in take bedarije, ki enostavno kažejo, da večina poslancev Levice nima blage veze nekako v ekonomiji. In zato izpadejo še tako bolj groteskne recimo te določene točke programa. Jaz ne verjamem, da je bil kakršenkoli strokovnjak zraven, ko se je pisalo, in tudi ne verjamem, da se bo ta program v celoti uresničil tako, kot si ga je zamislila Levica, ker je le dovolj pametnih ljudi in v vladi in v drugih institucijah, da bodo najhujše stvari preprečili. Ampak, kot je rekel Ivan, tisti, ki so mogoče res tarča Levice, torej tisti, ki jih je mogoče v Sloveniji peščica, bodo že znali svoj denar ven peljati. Nasrkali bodo mali podjetniki. Že zdaj, recimo nekdo, ki ima DOO, če naredi 100.000 evrov dobička, najprej plača 19, torej plača 20.000, da zaokrožimo davka na dobiček, na preostanek plača pa še 25%, torej še 20.000, če si ga hoče izplačati. Torej že zdaj mu država pobere 40, kar je več kot tisto povprečje dohodnine, na katero se je sklicevala recimo Levica, zdaj bi radi pobrali pa 60 ali 70 po nekih drugih izračunih. Torej nasrkali bodo mala in srednja podjetja v Sloveniji, in zato so tudi ta stopla nekako na noge, čeprav je jasno, da so medijsko nekako bolj odmevale besede tistih najbolj razvpitih in znanih gospodarstvenikov.
Ivan, dve vprašanje imam zate. Najprej to, kar govori Sebastian, ne? Se pravi, te majhni podjetniki, ne? Če te prav razumem, ti ne rabijo iti recimo nekam daleč na Malto, dosti je, če grejo na Hrvaško, v Bosno in tako naprej. In drugo vprašanje, kot si ti lepo predstavil že tudi javnosti, tudi če bi se res zgodilo to, se pravi to povečanje obdavčitve dividend, bi bil davčni izplen z vidika slovenskega proračuna praktično zanemarljiv, ne? Se pravi, ti 2 milijardi, ki jih nekako hoče ta Šarčeva koalicija zdaj na novo več razdeliti, se pač ne bi mogla financirati iz tega vira. Ne mogoče, ker mi danes tega davka poberemo, če govorimo davka na dividende, pa če dodava še kapitalske dobičke, pa obresti okrog 160-170 milijonov, če se zdaj omejim na dividende, katerih se pobere 90 milijonov, dividende so dohodek, ki ga ti lahko kontroliraš. Pomeni, če se odločiš, da si ga ne boš splačal, si ga ne boš splačal in nobenega davčnega izplena ni iz tega. Pomeni, lahko si ga podaljšaš. Lahko je kontraučinek celo v bistvu. Lahko je kontraučinek, tako kot je bil na DMV-ju, takrat, ko so uvedli tisti dodatni DMV na avtomobile na 2500 kubikov. Davek na motorna vozila, ja. To pomeni, da efekta ne bo nobenega in zato jaz pravim, da to štejem na nek način za neko provokacijo, da se ljudje o tem pogovarjajo. Po drugi strani pa vsak, ki ima, to ga sprevedal, bom rekel, neke majhne davčne zavezance, predvsem se splača preseliti, če imaš veliko dividend za izplačati ali pa če boš, ne vem, prodal podjetje za nek velik znesek in boš ustvaril velik kapitalski dobiček pod pogojem, da si lastnik manj kot 5 let. Če si več kot 5 let, bom rekel, davčna stopnja pada na 15, 10, 5. Zaenkrat, ne? Zaenkrat, ja, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Zatega, ampak jaz spet drugo zadevo gledam. Torej, tudi če oni sprejmejo ta zakon, v državnem svetu je toliko podjetnikov, da bodo dali veto na tak zakon. Pomeni, potem potrebujeva za drugo glasovanje 46 glasov. Koalicija jih ima 43 plus, če rečeva še 2 manjšine, to je 45, torej manjka en glas. In tukaj bo prišlo do tega, da bo vsak zakon, ki ga bo državni svet na njega dal veto, bo Levica postala predsednik vlade in bo ona odločala, ali bo ta zakon ponovno potrjen in ne bo. In tukaj pa vidim jaz veliko nevarnost, ker se bo začelo dogajati neke vrste, ne vem, izsiljevanje ali pa neke kupčije. Če boste hoteli, da glasujemo za, morate narediti to in to. In torej, mislim, da v tej vladi bo državni svet dobil zelo, zelo veliko funkcijo, plus 6. stranka, oziroma 7. stranka na volitvah po vrsti, če rečem, ja, 7. stranka, torej odločal bo državni svet, potem pa bo odločala 7. stranka, kaj bo potrjeno in bo torej dokaj zanimiva ta zadeva. Sebastian, se ti strinjaš s to Ivanovo oceno? Ne, vsekakor, torej v tej konstelaciji bo državni svet imel izjemno moč. Ne? Ampak jaz kljub vsemu mislim, da kot sem prej začeli, smo malo bolj tragično, kar se tega tiče. Jaz kljub vsemu mislim, da je bilo kar nekaj signalov tako strani predsednika vlade kot nekaterih drugih akterjev, ki so nekako mirili in ne verjamem, da bo prišlo do tako radikalnih predlogov sploh v parlament. In po drugi strani mislim, da je predsednik vlade Marjan Šarec tudi z imenovanjem Damirja Črnšica v svoj kabinet pokazal, da želi jasno dati vedeti, da bo on odločal o tistih zadevah, ki so v domeni predsednika vlade in da se ne bo, če po domače rečem, da ne bo lezel v rit Levici, ker mi daje upati, da bo kljub vsemu torej vodil neko drugačno politiko, kot je bila, dajmo reči, pogojevana strani Levice, ker če smo realni, on danes več ne potrebuje Levice. Res je, da bodo izjemne težave, da bi se zakoni mogoče spravljali skozi parlament, bo tu moral biti čarovnik, če kdo zna take zadneve, znajo to recimo župani, ampak po drugi strani večino zadev bodo lahko ministri upravljali operativno v sklopu dane zakonodaje in mislim, da je Šarec povedal polovico bistva, to je, da bodo odločali rezultati, kar je jasno. Druga polovica je pa seveda komuniciranje. Za razliko od določenih preteklih vlad, verjamem, da bo on sam mojstrsko komuniciral, tudi včeraj mislim, da je bil izjemen na Pop TV-ju, moral bo samo poskrbeti, da bodo tudi ostali in ministri in poslanci strokovno, dajmo reči, ali pa pozitivno komunicirali. Dobro bi bilo, da kakega res umakne iz Twitterja in da se tukaj malo bolj recimo zorganizirajo in dejansko lahko peljejo ta mandat kar dolgo, brez da bi potrebovali neko večino v parlamentu. Nekateri celo pravijo, da je boljše, da se sploh ne sprejme kakršenkoli zakon, tako da bi se res sprejemali neke bizarne odločitve pod diktatom Levice. Ivan, po tvoje 1 minuto še imaš, preden gremo počasi na prvo pauzo. Kaj bo zdaj bolj odločilno? Komuniciranje ali rezultati?
je prav gotovo komuniciranje. Kajti rezultat, če boš hotel doseči pa narediti nekaj dobrega, boš moral bistveno neke zadeve spreminjati. In moje izkušnje iz dela v državni upravi je, da čim manj premikaš, te manj težav imaš. Pomeni, če ne delaš velikih premikov, tudi nimaš nobenih težav, nobeno ne stopiš na žulj. In zaradi tega, to, kar je povedal prej Sebastian, ocenjujem, da če bodo hoteli mirno vladati in normalno izpeljati ta mandat do konca, da se bodo pač morali omejiti samo na tiste zakone, ki so nujno potrebni in pri sprejemanju katerih ne bodo prihajali do konfrontacije z levico. Razumem. V redu, mislim, da smo kar dobro zagrabili tole današnjo temo. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem 13. slovenske vlade. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Sebastian Jeretič in Ivan Simič. Sebastian, Ivan, kako komentirata potezo vlade, ki je za vodjo vladnega odbora za gospodarstvo imenovala ministra pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala? A gre tu po vajenem tudi za provokacijo? Jaz bi rekel, da je tudi to kruta realnost koalicijskih dogovorov in koalicijskih kvot. Res je malo bizarno sploh, da je vodenje tega odbora pripadlo stranki, ki nima niti enega resorja, ki je, dajmo reči, čisto vezan na gospodarstvo, ampak po drugi strani tudi ne gre pretiravati. Te odbori, torej vodenje teh odborov spet nima take vloge, da bi to vplivalo ali pa, dajmo reči, da bi to vodilo ekonomsko politiko, gre bolj za to, da mora nekdo usklajevati predvsem tisto zakonodajo, ki se tiče recimo nekako več resorjev, torej gre bolj za neko proceduralno funkcijo. In Jernej Pikalo je zagotovo v tem trenutku, če nekaj pade v roke SD-ja, mogoče celo najboljša izbira. Pa močen je v proceduri, ne? To mu verjetno lahko priznamo. Ivan, kaj ti praviš o tem? Jaz se strinjam z nekaj, kar je povedal Sebastian, torej Jernej Pikalo mi izgleda tudi dobra izbira. Jaz sem se v njim pred leti nekajkrat pogovarjal tudi o gospodarskih zadevah in mislim, da to področje pozna, verjetno bolj kot marsikdo drugi. In če so se tako odločili, če je on to sprejel, kajti mislim, da on ne bi sprejel funkcije, če ne bi smatral, da je lahko vlada. Pol ne sodite, da to spada tudi v ta družbeni eksperiment, o katerem je govoril Židan. Je stranski učinek eksperimenta, ne? Ja. Ok, v redu. Ja, z eksperimenti je pač tako, ne? Imajo tudi verjetno stranske ja, ampak učinke. Jaz besedo eksperiment, ki je izrekel predsednik državnega zbora, štejem bolj kot negativno, kajti vlada, ki je prišla, ki želi vladati, potem ona mora vedeti, kaj hoče. Ne more eksperimentirati in zaradi tega pravim, da s tem so se na nek način malo diskreditirali, ampak dobro, čas bo pokazal svoje. Ja, verjetno je del tega eksperimenta tudi to eksperimentalno izrazoslovje, pa pol tudi eksperimentalno kadrovanje, ne? Mnogo rek. Ja, ampak tole sem te hotel vprašati, Sebastian. Zdaj, Ivan se ukvarja z davčnim svetovanjem že od leta 1988, ne? Zakaj recimo stranke, ki delajo koalicijsko pogodbo, ki nekako trasirajo svojo pot v tem, kako bodo na davčnem področju ravnale v mandatu, ne povabijo takih ljudi zraven? Vse to bi mu v resnici samo koristilo, ne? No, resne stranke recimo povabijo strokovnjake, kot je Ivan, predvsem v fazi priprave lastnega programa pred volitvami. Sploh te, dajmo reči, stranke s tradicijo, ki imajo tudi neke dolgoletne organe, odbore in tako naprej, jih v tistem momentu vključijo. Ko prije pa do koalicijskega usklajevanja, gre pa bolj za umetnost izdelave nekega teksta, ki zadovolji čim več strani, torej vsak mora imeti dovolj izgovorov, da v svoji stranki prepriča take strokovnjake, kot je recimo Ivan, recimo, da niso preveč tečni, če ni dovolj natančno v koalicijski pogodbi zadeva zabeležena, ampak usklajujejo se pa bolj politiki in drugi in zaradi tega pride včasih tudi do tako nerodnih formulacij v koalicijski pogodbi, kot so mogoče kakšne od teh, ki jih je Levica nekako urinila v koalicijsko pogodbo. No. Bomo kar takoj preverili. Ivan, je tebe katera stranka povabila k pripravi svojega predvolilnega programa pred temi zadnjimi volitvami? Ne, nobena stranka me ni privabila k pripravi kakšnih koalicijskih pogodb ali pa bom rekel pripravi zakonodaje. Jaz na zadnje, ko sem delal, to je bilo leta 2003, 2004 pa 2001,
takrat, ki je bil še poslanec Prekmurje Sferi Horvat, takrat me je on velikokrat pač poklical, so se veliko tudi pogovarjali, kaj je dobrega za narediti. Takrat sem jaz tudi velikokrat povedal, kaj jaz menim. Po tistem sem pa potem postal direktor davčne uprave, ko me je Bajuk pripričal, in potem smo imeli tisto reformo 2005-2006, po tistem so se pa pač sem šel svojo pot, vlade so se menjale, dobiš tudi neko, bom rekel, štampilko, da si desen ali pa levi, čeprav nisem od nikogar, potem sem šel v Srbijo, zdaj sem nazaj in delam lepo v svoji firmi. Mi je pa tudi tako boljše, ker jaz končno imam revijo Denar, torej revijo o davkih, sem odgovorni urednik in vsekakor mi bolj ustreza, da me nihče ne povabi, ker potem lahko po mili volji kritiziram in pišem, drugače bil pa omejen. Ja, no vidiš, to je predsednik vlade to posebej izpostavil v svojem govoru, ko je predstavljal vlado pred glasovanjem. Rekel je, da smo lahko veseli, da živimo v demokraciji, ker lahko vsak po mili volji kritizira in zato ni sankcioniran, ne? Ivan, eno vprašanje imam še zate, in sicer, zakaj misliš pa, da recimo mediji te nikoli ne vprašajo za komentar takrat, ko se pred volitvami, recimo, te pa potem zdaj zelo redno vabijo, ti dajo prostor zdaj po volitvah, da komentiraš poteze vladajočih? Ne vem, torej to bo treba vprašati medije. Jaz pač, ko me kakšen medij pozove, se odzove, me ne zanima levi, desni, srednji, katerikoli. Torej vsakemu odgovorim na tiste vprašanja, ki mi jih zastavi, zato tudi sem se pojavil praktično vseh razen na Pop TV in na kanalu A. Tako da ne snimam s tem nobenih težav in rade volje odgovorim, povem svoje mnenje, lahko se kdo z njim strinja ali pa ne, ampak mislim, da na tem področju imam kar nekaj izkušenj in vem, kaj treba povedati. Sebastian, ti si rekel v prvem delu oddaje, da ocenjuješ, da bo predsednik vlade Šarec dobro komuniciral z javnostjo. Kako potem komentiraš pač današnji tweet glavnega urednika Dnevnika Darjana Koširja, da on opaža neko nervozo pri predsedniku vlade, kot se je sam izrazil, najbolj enostavnih novinarskih vprašanjih, in da to ne bo dobro in da bo potrebno angažirati neke svetovalce za komuniciranje, ne? Če se spomnimo, svetovalci za komuniciranje v Cerarjevi vladi niso v javnosti ravno pustili najboljšega vtisa. No, Darjan Košir na Twitterju zastopa, dajmo reči, zelo radikalno leve poglede. Zagotovo ga je zmotilo imenovanje Damirja Črnčeca v kabinet predsednika vlade. Jaz mislim, da je bil včerajšnji nastop res izjemen in tudi v tistih momentih, ko je pokazal jezo, je dejansko pokazal odločnost, ne? Zdaj, eno je, ko gledamo mi, ki bolj spremljamo od blizu politiko in seveda pričakujemo več vsebine in drugačne stavke, ne? Ampak tisti nastopi, recimo včerajšnji nastop predsednika vlade na Pop TV-ju je seveda namenjen neki širši publiki, ki politiko spremlja tako z levim očesom tu in tam in je bolj pomemben vtis kot pa neka konkretna sporočila in bistvena umetnost politiki je, da na zelo odločen način čim manj poveš in včeraj mu je to zelo lepo uspelo, ne? Vse je povsod, ko je novinar drezal v njega s konkretnimi vprašanji, je to prenašal na ministre, ki morajo pripraviti akcijske načrte in je znal to zelo lepo narediti in mislim, da on osebno zagotovo ne bo potreboval svetovalcev, bodo pa potrebovali kakšni ministri, ne? Recimo mislim, da je bilo grdo strani LMŠ-ja, da niso malo bolj pripravili gospoda Kodeljo za hearing. Jaz ga sicer osebno ne poznam, o njemu sem slišal vse dobro in mislim, da bi znal biti celo dober minister, je pa enostavno zmrznil v tistem momentu, kar se človeku seveda lahko zgodi, če ni vajen nekega javnega nastopanja in verjamem, da če bi njemu priskrbeli neko strokovno pomoč dan, dva pred hearingom, bi ga tudi dosti lepše recimo speljal, ne? Tako da, kar se tiče komuniciranja, se strinjam. Prejšnja vlada ni bila uspešna, lahko vidimo to že iz tega, da je recimo nihče ne priznava niti pikice prispevka k gospodarski rasti, ne? Če bi znala drugače komunicirati, bi, ne vem, od 5 odstotnih točk gospodarske rasti vsaj 2 priznali tej vladi, 3 pa mogoče neki konjunkturi, ne? Tako da vsekakor, kot je prej rekel Ivan, bistvena naloga te vlade bo dosti boljše komuniciranje, tudi tistih nekih majhnih dosežkov. Bodo pomembni neki operativni, konkretni rezultati, torej ne velike zakonske, strukturne reforme, ki jih bo res težko doseči, ne? Ampak že vsaka malenkost se bo lahko dobro poznala. Ja, Ivan, lahko nekaj vprašam Sebastiana. Sebastian, ti, ki se spoznaš na te medijske zadeve, a je to normalno, da novinar, govorimo o včerajšnjem nastopu na Pop TV-ju, ki je predsednik vlade imel intervju, da ga novinar 5krat vpraša eno in isto in predsednik vlade mu 5krat odgovori eno in isto
In potem on hoče še šestič vprašati. Ja. Torej, pravi politiki so učeni na tak način. Jaz bi že po drugem vprašanju. Je znal na 20 različnih vprašanj odgovoriti z istim stavkom na novinarski konferenci. Ne, to je že v redu. Mislim, da je prej težava v Sloveniji, da imajo novinarji preveč spoštljiv odnos do nosilcev javnih funkcij. Ne? Če se vrnemo na našega starega prijatelja Dejana Židana, on recimo, ko gre v Studio City Marcelu Štefančiču, objavi tweet, da je bil spet na obisku v Studio City. Ne? To, da pač nosilci najvišjih funkcij hodijo v oddaje na obisk, to verjetno ni najboljše spričevalo za te oddaje. Verjetno bi bilo boljše, če bi hodili tja polagati račune. Ampak tole sem te hotel vprašati, Ivan, zakaj recimo ti misliš, da se LMŠ ni bolj potrudila z ministrom Kodeljo? A misliš, da so se ga že prej odpovedali, ali zakaj recimo predlagaš človeka, potem mu pa ne zagotoviš, tako kot pravi Sebastian, po njegovemu niso zagotovili dovolj strokovne podpore. Čemu to služi po tvojem? Ne vem, mogoče tudi ni nihče pričakoval, da se lahko kaj takega zgodi, to je lahko en razlog, ko se nekdo prijavi, ko nekdo sprejme neko, bom rekel, možnost, da bi postal minister, mora tudi sam vedeti, dokot sežejo njegove sposobnosti, zato jaz pravim, da jaz ne mogu nikoli kandidirati za ministra, ker bi me sigurno kje našli. Na področju davkov in vodenja davčne uprave pa ne bo nihče našel ničesar. In zato pravim, da se vsak mora odločiti sam, ali gre na neko funkcijo ali ne. Vprašanje, kako so ga pregovorili, da sploh pristane na kandidaturo. Jaz pa sam tudi ne vem, kako potekajo zadeve zadnja, jih pripravljajo na te nastope, jih ne pripravljajo, ampak jaz pravim, da tistega, katerega moraš pripravljati za nastop, je boljše, da na to funkcijo ne gre. Kajti, če tega nimaš v sebi, se tega ne moreš naučiti, to ti mora biti dano in če ti ni dano, potem boš nenehno sužen in pa boš mogoče nenehno trepetal, da ti bo nekdo postavil napačno vprašanje. Jaz bi rekel mogoče, da gre za malo tudi neizkušeno stranke še in prvič so v taki situaciji. Se pa ne strinjam čisto s tem, da recimo so ljudje, ki so lahko dobri strokovnjaki in se tudi komunikacijsko s časom naredijo, ampak gre enostavno za mogoče celo nek sparing z nekom, da ga malo strenira, čisto zaradi psihološke stabilnosti bolj kot drugo. Ne? Jaz mislim, da tam eno je bilo, da ni poznal seveda določenih vsebinskih zadev, kar je tudi dosti drugih ministrov priznalo, da se mora seznaniti, ampak mislim, da je padel bolj na tej psihološki ravni, da je malo torej bila huda trema, da je malo zmrznil in to pa bi se dalo zelo enostavnim treningom ga recimo pripraviti na to. Ne? Nikoli ne veš, kaj te bodo vprašali. Ja. Zdaj, če se osredotočimo zdaj na področje gospodarstva, rekli smo že, ne, te provokacije v narekovajih levice z nacionalizacijo in višjo obdavčitvijo, potem imenovanje ministra Pikala za vodjo vladnega odbora za gospodarstvo, a vendarle gre tu za nek napoved nekega, bi rekel, ostrejšega odnosa do gospodarstva, kot so ga imele prejšnje vlade. Ne? Recimo takole je tweetnil Tomaž Tih, alias Libertarec. Ne? In sicer se njegov tweet nanaša na izjavo poslanca SMC, ki je rekel, ne smemo pustiti gospodarstvenikom, da vodijo politiko. Takole pravi, v okolju, kjer se tisti, ki jim nekaj uspe in nekaj ustvarijo, ne smejo ukvarjati s politiko, ker so zdaj podjetniki, v narekovajih se po nekaj generacijah s politiko ukvarjajo le še takšni, ki jim nikoli nič ne uspe in nikoli nič ne ustvarijo. Je to realna bojazen povajno, da bi ta negativna selekcija prišla še bolj do izraza, kot pa recimo je prišla v prejšnjih mandatih? Jaz mislim, da ne bo tako hudo, da kljub vsemu vsaj te ključne resorje obvladujejo gospodarstveniki. Tudi tista izjava gospoda Zorčiča je bila mal vzeta iz konteksta. Njega poznam kot takega pragmatičnega in liberalnega politika. Bilo je bolj mišljeno v tem stilu, da ne bo ena stran nekako diktirala politiko. Verjamem, da bodo našli nekako to ravnotežje. Tle je šlo predvsem malo tudi za začudenje mogoče koalicije na tako ostro reakcijo gospodarstva, ki pa je bila popolnoma upravičena, glede na to, da je Levica izjavila res tudi par hudih nekako neumnosti. Ampak mislim, da bo ostalo bolj pri teh izjavah in da bo predvsem minister Bertoncelj, ki je tudi torej nekako gospodarstvenik, bil branik neke stabilnosti. Ne? In zdaj, če pogledamo realno, ne, sej Ivan je bolj podrobno prebral koalicijsko pogodbo, dejansko, tako kot se na eni strani recimo želi malo bolj obdavčiti kapital, se pravi, da se bo na drugi strani manj obdavčilo delo, da bi se torej ponekod recimo povečalo recimo ali pa znižalo dohodnino, povečalo davek na dobiček. Skratka, na koncu, ko se bo povlekla črta, bo mogoče za gospodarstvo ostalo podobno breme. Ne? Ampak mislim, da je bistveno sporočilo ministra Počivalška
gospodarstvo potrebuje predvsem stabilnost in predvidljivost. Torej, kakršnakoli reforma se bo naredila, ne more biti z danes na jutri, ampak mora biti vsaj recimo 1 leto vmes, da se gospodarstvo na to lahko nekako ustrezno pripravi. Ne? Ja, vse to je verjetno res, ampak zdi se, da je duh ušel že iz steklenice. Ne? Ivan, kaj ti praviš? Sebastian more kar veliko pojasnjevati, kaj je ta vlada mislila, ko je nekaj rekla, glede na to, da je bila šele v četrtek izvoljena. Ne? Zdaj, če bomo v tem tempu nadaljevali cel mandat, potem bomo imeli veliko dela. Na tem področju. Prvo, kar bi rad povedal, da ti davki, katere želi zvišati Levica, pomeni, da dohodke na kapital nimajo nobene veze s podjetniškim okoljem, nobene veze z razbremenitvijo gospodarstva, kajti to so davki, ki se gospodarstva ne tičejo kaj dost, razen tega, če se nekdo odloči, da dobiček pusti in se ga ne izplača. Zato tega ne bi primerjal z razbremenitvijo plač, kar mnogi počno in govorijo. Po drugi strani pa, kar bi rad še povedal, da ta duh, ta strah je že ušel iz steklenice. Jaz sem govoril z nekaterimi podjetniki, sploh takimi, ki so imeli izkušnje z, bom rekel, svojimi predhodnimi generacijami o tej nacionalizaciji. Ko se je začelo o tem govoriti, se je tudi pozneje zgodilo. In ti boš danes težko nekoga, ki so njegovemu pradedeku ali pa ne vem komorkoli odzeli premoženje, zato ker ni pravočasno reagiral, ker ni poslušal teh glas. Torej, oni tega danes tako ne razumejo, da bo to v redu. Jaz sem govoril z enim podjetjem, ki je rekel, gled, mene sploh ne zanima. Oni so rekli, da bodo nacionalizirali, pomeni, to bodo naredili. In jaz bom naredil vse, da svoje premoženje zaščitim, kajti ne mislim po 30-40 letih dela, da mi ne bo nekdo nacionaliziral to, kar sem ustvaril. Tudi drugi, ki se pogovarjam, ne govorijo tako oštro, kot je ta podjetnik govoril, ampak ravno tako razmišljajo. Torej, celo življenje so garali, da ustvarijo za neke svoje, bom rekel, bodoče generacije, zdaj se je pa nekdo, ki je star manj kot 30 let, s pestjo v zrak, da bo šel nacionalizirati. In tudi, če bo to ni 100-krat povedal, da niso tako mislili, je strah že ustvarjen in mnogi ljudje razmišljajo, da bodo zaščitili svoje premoženje. Ivan, zakaj po tvoje... To, kar je Ivan zdaj povedal, je bistveno. Ne? Ta psihološki učinek, ki ga je imela ta celotna zgodba, in to je tisti najbolj kruti del realnosti te vlade, da je dejansko pričakovanje, da je ta vlada odvisna od Levice in od njihovih bizarnih idej. Ne? In preko si spraševal, kaj je problem pri nas. Ravno to, neko sovraštvo do podjetništva, sovraštvo Levice do tistih, ki nekaj imajo in ustvarijo. Eden glavnih problemov v Sloveniji je pomanjkanje meritokracije, da če si nekdo nekaj zasluži, mu je treba to preprosto pustiti in mu dejansko priznati tudi določene uspehe. Pri nas je pričakovanje te radikalne levice, ki je zdaj najbolj glasna in ki je preglasila tudi sredinski del, da so vsi, ki so nekaj zaslužili, lopovi in kriminalci, in tudi na Twitterju recimo so določeni ljudje, ki so me zelo presenetili svojo radikalnostjo, ker so včasih bili dosti bolj business oriented, ravno na tak način komunicirali. Ne? Kot da so vsi, ki ustvarijo kot da je dobiček res neka najbolj hudičeva zadeva, ki jo lahko nekdo doseže. Moramo tu postaviti vejico, ne odhajati, vrnemo se po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Sebastian, bo tej vladi Marjana Šarca uspelo prepričati ljudi, da ima pravo gospodarsko politiko v nasprotju s prejšnjo vlado Cerarjev? No, najprej bo morala seveda pomiriti paniko, ki jo je ustvarila, pozabiti na najbolj radikalne ideje Levice in mislim, da bo glavni izziv vsaj v prvem letu mandata za Marjana Šarca, da bo držal omrežje socialnih demokratov stran od državnega premoženja. To so pogoji, da sploh bodo neki rezultati, ki jih bodo na to lahko komunicirali. Ivan, hvala. Ivan, kaj ti praviš? Ja, torej jaz pričakujem, da se bodo te zadeve tudi res umirile, ampak kot sem rekel, strah pri nekaterih podjetnikih je ostal, tisti, ki so se odločili, da se bodo, bom rekel, kot fizične osebe preselili nekam drugam, nekateri celo preselitve proizvodnje, te svoje odločitve ne bodo spremenili, ker imajo izkušnje iz preteklosti oziroma pred 50-60 leti. Torej, vladi je pa zdaj, da dokaže, da misli drugače, da pazi tudi pri spremembah zakonodaje, da ne bo še enkrat vzburila javnosti oziroma gospodarstva in potem videli, kaj se bo zgodilo. Prav, magister Sebastian Jeretič, magister Ivan Simič, najlepša hvala za vajino današnje sodelovanje v oddaji.
To je bila antibleferska 167. oddaja Faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko boste z nami novinarja Peter Jančič in Nenad Gljuks. Pogovarjali pa se bomo v primeru Črnčec in medijskih reakcijah nanj. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.